Jelena Horvat, ravnateljica osnovne šole Antone Janša v Radovljici. Le še nekaj dni nas loči od začetka novega šolskega leta. Ste pripravljeni na novo šolsko leto? Dober dan in lep pozdrav vsem gledalcem. Ja, približno smo pripravljeni, skoraj. Seveda imamo še 2 dni za tiste zadnje priprave, ampak ja, smo pripravljeni. Koliko učencev bo prestopilo šolski prag oziroma malčkov, ki jim bo to ostalo v celotnem življenju v spominu? Letos bomo imeli v šoli 99 učencev. To je 17 novih učencev prihaja. Če združimo vse te nove učence, ki prihajajo iz posebnega programa in nižjega izobrazbenega standarda, bomo imeli 10 novih učencev, prvošolcev. 3 v 1. razredu in pa 7 v posebnem programu v 1. stopnji. Nahajava pa se pred bivšo knjižnico Antona Tomaža Linharta v Radovljici, kjer naj bi bil medgeneracijski center, vendar pa sva tukaj z nekim določenim namenom, glede na to, da ste vi ravnateljica šole. Res je, pri nas vsako leto narašča število učencev in znašli smo se v taki prostorski stiski, da šola enostavno več tako ne more delovati. Občina Radovljica nam je zelo prisluhnila in se tudi zelo razumela te težave in so nam za 2 leti v uporabo dali to stavbo, ki je zdaj 3 leta nekako samevala, ko se je nova knjižnica preselila v novo stavbo. Seveda, tukaj bo nekoč medgeneracijski center, do takrat pa so prostori v neuporabi. Mi potrebujemo nujno nek prostor, zato da oblikujemo ene oddelke izven šole in to je idealen prostor. Lokacija je zelo dobra, je v centru mesta, zato smo se tudi odločili, da bo tukaj delovalo 3. stopnja posebnega programa. To so napol odrasli učenci, napol odrasle osebe, ki se že pripravljajo na svoje življenje in pa delo v varstvenem delovnem centru in to, da bojo malo v eni dislocirani enoti, je za njih samo v redu. Ker se bojo navajali na novo okolje, tukaj bojo oblikovane neke delavnice, seveda bo potekal tudi pouk in pa možnost, še mogoče boljša možnost za njihovo razvijanje samostojnosti. Hvala lepa in uspešen začetek šolskega leta. Hvala lepa.